Tudi danes bomo ugotavljali, da nič na svetu ni črno-belo, nič ni enostavno, pa vseeno je življenje tako zanimivo, da bi ga bilo škoda zamuditi. In za začetek se bomo vrgli kar v Blejsko jezero. Sonce, bled in pa potapljaška oprema. Me res zanima, kaj na tokratnem Adrenalin Kiku čaka naše nagrajence. Danes nas čaka potapljaški Adrenalin Kik. Vreme je sonček, to pomeni vreme smo trofili to, kar smo si želeli. Najprej bomo vse udeležence seznanili z pravili, potem sledi približno 1 uro teorije in spoznanja z opremo, na kar se bomo potopili tu ob platoju Blejskega jezera. Mislim, da nas čaka en zelo lep potop, vidljivost je tudi dokaj dobra, tako da verjamem, da bodo vsi udeleženci prijetno presenečeni. A je kaj vroče, preden greste v vodo? Ja, malo pa je, ja. In kakšne so pričakovanja? Mešani občutki, no. Tako veselje, adrenalin. Ja, jaz že komaj čakam, no. Kolikor vem, si danes tukaj edini ekspert, ki si se že večkrat potapljal. Kakšno je tvoje potapljaško znanje? No, ekspert nisem. No, lani sem začel s potapljanjem. Je pa res, da sem naredil že tisto osnovno padi licenco. Kaj pa ti, si se že kdaj potapljala? Ja, enkrat že prej, ampak ni nič drugače. Tudi vznemirjena pa vesela, tako da komaj čakam, da se potopimo. Malo adrenalina je. Drugače pa super. Je to prvič takšna izkušnja? Ne, drugič. Kje si se pa že potapljala? Na slovenski obali v Piranu. Nekaj novega pričakujem, nisem se še nikoli potapljala, tako da sem navdušena, da se bom danes. Si domačinka, kaj misliš, da te čaka pod gladino Blejskega jezera? Presenečenje. Upam, da se bo kaj videla, no. Ne vem, kaj pričakujete v bistvu. Stare bicikle se bo že včeraj pobrali. Tako da ne vem, upam, da bo kakšen som ali pa kakšen krab, pa verjetno kakšno rastlinje morsko tudi. Voda ima približno 19 stopinj, plan pa je, da se gre nekje do globine 5 metrov. Je pa res, da je to vse odvisno od samega kandidata, to pomeni, nekateri se bodo v vodi po vsej verjetnosti počutili bolje, drugi malo slabše. Tako potop je za tabo, kako je šlo? Ja, super, navdušena sem. In kakšen je pogled pod gladino jezera? Ja, mečkam bolj moten, kot mislim, ni bilo toliko pričakovano, ampak je pa ful fajn. Sva videla kar nekaj, 4 vrste rib, krape, ščuke, ostalih nisem spoznal, smuča. Je bila kar dolga pod vodo, kaj ne? Ja, 40 minut bo je. Ja, in za prvič, kako je to? Zelo bi v redu, on je sicer tavkal že, rekel, da je tavkal, ki je že. Na Maleziji. Ja, tako da ni bilo nekih problemov. Tudi mi je bilo zelo všeč, da sem je skozi držal. Tudi, ki je bilo rečemo nekaj vidljivo zelo slabo, je takoj opazil in je takoj prišel k meni. To je meni všeč, recimo, da se nekdo tebe drži, če ga peleš. Voda je dokaj topla, ima 19 stopinj, kak se pa tiče vidljivosti, je pa malo kalna, ampak v tem letnem času načeloma je vedno takole, no. Tako da čas se bo še malo zbistrila, tako da bo vidljivost
skok še enkrat boljša. Enkratna izkušnja, si nisem mislila, da je res tako lepo. Ste srečala kaj zanimivega pod vodo? Ja, 2 ščuke, pa 2 soma, pa še ene manjše ribice. Najprej sva se potopila samo na kolena, potem sva začela se pač potapljati malo nižje, sva šla do 6 metrov, ne? 6,20, ja. Ja, je bilo kar malo hladno spodaj, pa so se malo dvigali naspet. Sva videla nekaj rib, polške, evo, enega sva še prinesla ven. Za spomin? Ja. Tako, gospod inštruktor, zaključili smo potop, kako ste se držali naši nagrajenci? Moram iskreno pa odkrito povedati, bili so super, vse moja kandidatka. Zaključili še pa nismo, midva z Matejo se zdaj še enkrat potopimo, ker je bilo to fino, da gremo še enkrat uživati, pa mogoče pogledati kako ščuka ali soma. Potapljaška preizkušnja je za nami, moker pa bo tudi naš naslednji adrenalin kick. Poleg tega vas bomo še malo mučili s kolesarjenjem po cestah, tako da lahko kar začnete trenirati. A tokrat nas bo pot popeljala na štajerski konec. Na Štajerskem pa lahko srečate Mariborčana, ki govori francosko. Na prvi pogled to ni nič posebnega, na drugi pa zagotovo, saj je ta Mariborčan preživel 15 let v francoski legiji tujcev. Robert, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Tudi bova prevedla, da so si ravno kar povedala, da sva oba dobro. Tako. Francoščina je lep jezik ali ne? Ja, francoščina je kar lep diplomatski jezik, bi rekel, ne? Ampak pred 15 leti, ko ste se odločili za tujsko legijo, verjetno ni bilo nič diplomatskega v tem? Ni bilo nič diplomatskega, ravno zaradi tega, ki ga nisem poznal oziroma nisem znal govoriti francoščino, in takrat je bil seveda štart zelo brutalen, ker tja, kamor sem se napotil, se pravi v francosko legijo tujcev, je uradni jezik francoščina, ker nisem govoril francosko in je to bilo zelo, zelo težko. Takrat mi pa ravno jezik ni bil pri godi, ne? Kaj ste takrat vedeli o legiji tujcev? Še danes veljajo nekateri stereotipi, da je to združenje kriminalcev, ki pač ubijajo za denar. Ste takrat tudi to slišali ali ste imeli že prave informacije, kaj legija je? Ne, tudi nisem imel pravih informacij. Informacije, ki sem jih imel, so bile popačene, ne? Se pravi, pač ta stereotip, kot sta sama rekla, da pač legija je neki združenje kriminalcev, morilcev, poseljevalcev, v bistvu en poden družbe, ne? In da pač iz legije se ne da priti, če želiš iti, te ustrelijo ali te pošljajo na neko misijo, kjer boš padel in tako dalje, ne? Ampak takrat vse te besede, ki sem jih slišal, za mene niso imele več dobenega pomena, ker sem si rekel, grem in bo kar bo, ne? Se pravi, bo ali pa me ne bo. Seveda vas vsi vprašajo, zakaj, torej zakaj ste se odločili za to? Ja, odločil sem se zaradi tega, ker je pač želja že bila preden sem se poročil, potem je pa zakon šel po gobe, v službi so vedno bile neke črne liste, kdo bo šel na čakanje, kdo bo ostal brez službe, potem sem pač rekel, bom pač vzel svojo usodo v svoje roke in bo kar bo. Kakšni so kriteriji? Vsak ne more priti v legijo in ostati tam. Kriteriji so zelo rigorozni, ne? Se pravi, so 3 testi, se pravi, prvi test, ki je zdravstveni, se pravi, človek oziroma kandidat mora biti popolnoma zdrav, kasneje se naredijo psihotesti, ne? Da se vidijo, kakšen je karakter, koliko je pač tukaj inteligence, in fizični test, koliko je pač tudi zmožen narediti na tem področju, ne? In kasneje, če so vsi ti 3 testi pozitivni, je še potem varnostna služba, ki odloča o tem, ali bo dala zeleno luč ali ne. To varnostno službo mi v legiji imenujemo Gestapo, po tem žargonu. Geheimni štat, policaj. Ja, in potem, če oni dajo zeleno luč, je pa potem komisija, ki odloča, kdo bo sprejet. Dal bi samo primer, da od 8 fantov je eden sprejet, se pravi, da je kar rigorozno.
Zanimivo je tudi to, da ste se prijavili v padalski vod, ne da bi sploh kdaj sedeli v letalo, kaj šele, da bi skočili iz njega. Diši po samomorilski želji. Ja, malo bi rekel človek, da je sadomazohistično, ne? Ampak ne, gledajte, takrat sem si jaz rekel, če sem že tistih prvih 4 mesecih, ki je osnovno usposabljanje, ne, ki je pač najbolj brutalno pa najbolj težko za legionarja, ki štarta, ne, sem rekel, če sem že to skozi dal, ne, zakaj pa ne bi šel potem, ker vsi so pravili za ta padalski regiment, da je najtežji, ne, najbolj surov, pa tudi najtežji, ne, in najbolj izoliran, ker je na Korziki. In potem sem rekel, pa gremo tja, ne, če smo že se odločili v to smer iti, pa grem tja. In ko ste prvič skočili? Ta prvi skok se ga niti ne spominjam, ker je bilo verjetno toliko straha tudi, ne. Spomnim se, kako smo se pripravljali vse skupaj, kako smo v avionu bili, ko je bilo se treba ostati, ampak potem ta del, ko je pa se izskočilo iz aviona, mi pa manjka, bom rekel, v tem filmu noter, ne. Ampak pol pristanek in potem sem ugotovil, da to ni to, ne, ni to nekaj samomorilskega, to ravno, kar sva prej rekla, ne. In potem vsi ostali skoki naprej, se jih spominjam zelo dobro in še najrajši sem bil prvi na vratih, ker je pozicija se mi zdi najbolj dobra, ne. Torej letalo ni vaše najljubše vozilo? Ne, ravno mi ni najljubše vozilo, ampak ko sem bil padalec, je pa bilo to primarno vozilo, ne. To vas sprašujem zato, ker se bomo v nadaljevanje oddaje odpeljali s kultnim vozilom, imenuje se Vespa. Začetki kultnega motornega kolesa segajo v čas takoj po drugi svetovni vojni. Prva Vespa je iz italijanske tovarne Piaggio prišla leta 1946. Njen glavni konstruktor pa je bil letalski inženir Corradino da Scania, sicer ne prevelik ljubitelj motorjev, ker je zanje menil, da so umazani in nezanesljivi. Motor je bil recimo pomožni motor za spuščanje koles na bombniku, kolesa so bila tudi vzeta iz letal in tako dalje. Piaggio je bil namreč predtem zelo močna vojaška industrija. In je ta skuter postal nekako sinonim nove ere mobilnosti, ljudje so bili naenkrat svobodni in imeli so možnost se prevažati okoli, torej začeti živeti tako, kot se spodobi, ne. Glas o Vespi se je hitro razširil tudi zunaj meja Italije in prišel na uho Mariborčanu Williamu. Jaz se v Vespo zaljubil hitro po končanem študiju, tako da sem si kupil prvo Vespo leta 1957, ki sem jo vozil iz Italije, in s to Vespo in z dekletom sem napravil precej kilometrov preko Vršiča na morje in vse ostale lepote Slovenije sva obiskala takrat. Ker gospod William ni edini Slovenec, ki je še vedno zaljubljen v Vespo, so pred nekaj leti ustanovili Vespa klub Slovenije. Namen kluba je druženje ljubiteljev zaradi izmenjave izkušenj in kar tako, ker se vesparji med seboj pač radi srečujejo. V Sloveniji jih je približno 100. En primerek pa je v očeh vesparjev še posebej zaželen in čeprav jih šteje dobrih 50, bi si ga vsak želel imeti doma. Zdaj bi vam pa pokazal najstarejšo Vespo v našem klubu. To je ta, model se imenuje VB1, bila je proizvedena leta 1957, 2 leti so jih samo delali. V bistvu je predhodnica najbolj popularne PX-ke, ta je še tako imenovani wide frame, torej širok okvir in je bistveno širši, kot so recimo moderne Vespe. Še na 8-colskih kolesih, kar boste spodaj videli, strašno majhna so, relativno neokretna je za vozi in pa preverjeno in strinjamo se vsi, da ima definitivno lepši zadnji del. Se je tudi vam za trenutek zazdelo, da lastniki Vesp po svojih motorjih govorijo kot o dekletu? Čeprav niste najstarejši vespaš, vseeno pa je najbolj čutite Vespo v njeno bistvo. Zakaj? Ne vem, to je ljubezen na prvi pogled. Ko se pelješ enkrat z tem skuterjem, starodavnim, se preprosto zaljubiš in to je to. Mene je zadela direktno v srce, bi lahko temu rekel. In ukvarjam se s tem že kar par let. Restauriram, vozim, delam velike kilometre
sam, dvoje, naložen, na srečanja, na morje in podobno. Veliko kilometrov na Vespi, seveda tudi v dvoje, pa ima za seboj častni član Vespa kluba Slovenije Rudolf Lilek. Vas grabi kaj nostalgija po tistih časih, ko ste popravljali Vespe, ko ste usposobili Vespo? Zelo. S tem, da zdaj v teh letih me muči vid, pa težko popravljaš kaj takega. Jaz sem že 73 star in to ne moreš več, nimaš več tega uspeha pri delu. Ne moreš. Prej pa, ko sem začel delati v garaži, sem do 2 ponoči delal, ko me je prijelo, ko sem kaj sestavil skupaj neko. Nisem nehal, dokler ni tisto bilo narejeno. Pa ni bilo verjetno težko, ne? Nikako že. Seveda ne. Motorje znamke Vespa še vedno proizvajajo. Do danes so jih naredili in prodali že 17 milijonov. Dobro prodajo in priljubljenost vozila lahko pripišemo več dejavnikom. Eden izmed pomembnejših so oglasi s privlačnimi dekleti in dejstvo, da se inženirji nikoli niso oklepali trenutnih oblikovalskih trendov, ampak so jih narekovali sami. Oglasi za to, da se nekdo pridruži vojski, so menda še edini, ki za vabo ne uporabljajo privlačnih deklet. Robert, kako je z ženskami v tujski legiji? Ja, žal, v francoski legiji tujcev žensk ni, tako da so noter samo fanti oziroma moški. O življenju v tujski legiji ste napisali 2 knjigi, Borci brez preteklosti in Najnovejša legija. Kaj skozi to knjigo lahko ljudje izvedo? Kakšna je prava resnica o legiji tujcev? Knjigo Borci brez preteklosti, ki sem jo izdal v samozaložbi leta 2008, je bil namen oziroma cilj, da predstavim slovenski javnosti ravno to, kdo in kaj je francoska legija tujcev. En vojaški segment v vojaškem, v tej strukturi vojaški francoske vojske, ki je podrejen vsem zakonom kot vsi ostali deli vojske, ki so v Franciji. Se pravi, da je pač to uradno profesionalna vojska kot en slovenski vojak oziroma slovenska vojska. Legija pač sodeluje na križnih žariščih, kjer Francija pošlje svoje interese, ali pa Evropska unija, Združeni narodi ali pa NATO. Se pravi, da sodeluje tam, kjer pač je to ni interesantno, ampak nikoli pa ne sodeluje na lastno pest. Se pravi, da to ni ena paravojaška struktura, ampak čisto ena legalna vojska. Legionarji dobivajo plačo, plačujejo vso zavarovanje in tudi morajo plačati dohodnino in po teh delovnih letih se tudi lahko upokojijo. Legija šteje približno okrog 7500 fantov, letos je bila 150. obletnica te znamenite bitke Cameron in jih je bilo 150 nacionalnosti, tako da to je to. Legija je kasneje nastala, pa v bistvu zajema potem celih 15 let vašega življenja v legiji? Ne, gledajte, ta druga knjiga Legija je pa nekako, bom rekel, popravni izpit od prve. Tako sem ga jaz imenoval, ker kritika, Borci brez preteklosti so v bistvu postali uspešnica v 4 mesecih, kar je za mene bilo popolnoma nepričakovano. Prevedena je tudi v francoščino. Tako, knjiga je prevedena potem v francoščino in je tudi z strani francoske legije tujcev, bi rekel, priznana, ker je francoski general legije tujcev mi tudi napisal posvetilo v njo. In kritika na to knjigo je bila, da v knjigi ni fotografij, da si bralci niso znali tudi vizualno predstavljati vseh teh stvari, pa da je bilo premalo anekdot. Torej, zdaj je pa šla knjiga ravno anekdote in tradicija z fotografijami, tako da bralec dobi še ta drugi del k prvemu paketu, bi rekel. Ali vas je strah smrti? Verjetno ja, ampak o tem vojak v danih situacijah ne razmišlja. To ni časa, da bi o tem razmišljal. Mogoče lahko razmišljaš o tem pred tem, pa za tem, ampak v tem pa ne moreš razmišljati, ker ni časa za to razmišljanje. Bi lahko rekli, da ste si na nek način uresničili željo po samostojnosti s tem, ko ste preživeli 15 let v legiji? Tako, jaz sem zelo vesel oziroma sem nad mojo življenjsko potjo, ker sem nekaj ustvaril, videl sem veliko sveta, doživel veliko stvari,
In v bistvu je ta struktura legija nekaj posebnega. Tudi sedaj, ko sem končal po 15 letih, če bi se mi zgodilo, da bi na stara leta ne imel kam iti, legija ima svoj dom upokojencev, ki je v njihovi lasti, lahko pridem nazaj, potrkam na vrata in rečem, gledajte, nimam kam in mi bo dali eno sobo, ne. Kar se mi zdi, da nikjer v svetu to ne obstaja, ne. In zato je legija še vedno živi pod enim motom Legio Patria Nostra. V bistvu to pomeni legija moja domovina, ampak za legionarja Francija ni domovina, zato si to, bi rekel, prevede legija moja družina. Tudi nadaljevali bomo zgodbo o družini, in sicer o dveh članih družine Vernik, ki sta si želela imeti mini živalski vrt in uživati v naravi. V mini živalskem vrtu je poleg normalno velikih živali tudi nekaj tistih iz kategorije mini. Naši dokazi o meritvah so zaradi oteženih okoliščin merjenja sicer dvomljive, vrednosti pa vendar. Mini pujsa Maja meri okrog 60 cm, mini kozel Janko okrog 50. En lastnik mini živalskega vrta s klobukom vred 190 cm. Ali je ljubezen do mini živali posledica tega, da hočete vse manjše od sebe ali česa drugega? Mini živali imam predvsem zato, ker sem pač prostorsko zelo omejen. Rad bi imel vse te domače živali, tudi še kakšno mini kravo, mini ovco, to mi še manjka. Zato, da bi imel pač kompletno vse te domače živali, pa pač v manjši izvedbi, se pravi zaradi prostorske omejitve, pa tudi zaradi otrok, ker bi rad, da bi kdaj še kaj otrok prišlo to pogledati, pa so mogoče bolj sproščeni ob manjših oblikah. Naj vam ob tej priložnosti predstavimo kozla Hansa. Na njem nič ni mini, pripada pa mu približno 40 koz, za katere skrbi Aleševa mama. Jaz sem si res prva privlekla živali hiši, ampak potem pa me sin kar krepko posnemal. Tako da mama midva v glavnem z sinom te posle. Mož nema rad preveč živali, ampak se mora sprijazniti, če hoče. In kaj je tako zanimivega na kozah? Koza je radovedna, zvedlava, ni hodobna, odkrita, samosvoja, sem take pozitivne ženske lastnosti ima, tako da se mora prevzeti. Ali so res tako neumne, ker konec koncev nas zmerjajo s kozami, koze pa v resnici sploh niso tako neumne? Ne, najbolj brihtna žival je koza, pa pametna, pa zvedava, pa vse, koze niso neumne. Bolj so tisti, ki jih zmerjajo s kozami. Če meni kdo koza reče, je lahko kvečemo kompliment za mene. Od komplimentov pa nazaj k pritlikavim živalim. Velikost tu ne odloča o tem, kdo je glavni. Kdo je pri pujsih? Ja, pri pujsih jaz mislim, da sta ta stara dva, to sta oče in mati, Vili pa Maja. Vili je kar glavni, no. Pridobitev, ki vam je najbolj pri srcu, pa je pravzaprav kobila, zato ker lahko jahate. Kako lahko jahaš v teh krajih? To pa sploh so super tereni za jahanje. Meni v bistvu ni veselje jahanja v maneži. Kot vidite, jaz sploh maneže nimam, čeprav imam mogoče željo si kdaj kako manjšo urediti za osnovno vadbo, ker to je potrebno, ampak zaenkrat jaham samo po terenu. Tereni so pa tu, lahko sami pogledate, čudoviti okrog mene, tudi Pohorje je tu nad mano in sem že večkrat jahal tudi od doma na Pohorje ali pa se zapeljal s prikolico konja na Pohorje, pa po Pohorju jahal. Ali pa se pravim tu okrog. Imam pa ture tudi po 30 km in več krožne, tako da sem včasih, če imam čas, grem za 5, 6 do 8 ur na teren, praktično cel dan mine. Pred leti so mu največ časa vzeli vlečni psi, s katerimi se je udeleževal tekem po vsem svetu. Tekmujem ne, mi jih je pa še ostalo 14 psov. V času tekmovanja se mogoče komu zdi 14 veliko, ampak naj povem, da v času tekmovanja sem jih imel tudi po 40 ali pa vsaj 30. Zdaj zadnja, mislim, da je 4 leta že nisem bil na tekmi. Enostavno je ta šport, se mi zdi, nasplošno nekako zamrl, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Vedno manj je nekih tekm, vedno manj se nekaj dogaja in enostavno se mi zdi trenirati celo leto, zato da potem po zimi lahko grem na 1 ali pa 2 tekmi, malo zguba časa. No. Po vsem tem
da sem 17 let pa aktivno tekmoval. In če po enih 17 letih ne vidiš več, da bi se dalo kaj iti naprej, ampak da gre samo še vsak dan nazaj, potem te verjetno počasi zadeva mini, misliš, da si svoje dal skozi. Psi bodo tako dočakali penzijo v njegovem boksu, medtem pa se maček Garfield svobodno sprehaja po celotnem ozemlju. Če bi se uresničila Marjanina želja, bi mu družbo delale še alpake. Moja želja je prejahati Slovenijo na konja. A lažje komunicirati z živalmi ali z ljudmi zdaj, ko že imate izkušnje? Ja, predvsem odvisno od človeka. Z živalmi moraš pač spoznati njihove navade, ko enkrat prideš na njihov način, potem ni več nekega problema. Pri človeku so lahko težave, odvisno od človeka. Ni kaj dodati, si morda mislijo tudi Ela, Priti, Tara, Vili in ostali. Ja, morda nas pa živali včasih res bolje razumejo kot ljudje. Robert, družino imate, otroke, žena in otroci razumejo vaš poklic? Ja, v bistvu otroci so še mali, žena pa razume, ker v bistvu smatram, da ženska, ki gre za enim vojakom, mora razumeti njegov poklic, ker drugače lahko hitro pride do konfliktov. Mladi ste še polni energije, kaj boste še počeli? Ne boste zdaj kar tipičen penzionist? Ne, zdaj se posvečam v bistvu družini, ker kot sem že na začetku povedala, družina tudi po neki strani trpi, ker si odsoten veliko časa, tako da se zdaj posvečam družini. Napisal sem te 2 knjigi, eno knjigo prevedel, tako da že to je vzelo nekaj časa. Sedaj sem se še podal na nove poti, se pravi na spletno trgovino z vojaško opremo, tako da to je to, kaj bomo pa delali vnaprej, pa bomo videli. Francija ali Slovenija? Jaz z ženo imam željo se vrniti v Slovenijo, tudi gradiva v Sloveniji, vendar bova videli, kako bodo so stvari stekle naprej, ker žena trenutno ima zaposlitev v Franciji, v Sloveniji pa je zdaj trenutno velika kriza in tukaj, če se vrnemo, bo brez zaposlitve, kar bi bilo iz finančnega vidika mogoče malo šibko. Ko ste zapustili legijo, je bilo tam še veliko Slovencev? Ne, v francoski legiji tujcev ni veliko Slovencev, ampak ta peščica, če temu lahko tako rečem, ki je v legiji, so pa zelo priznani fantje, zelo kvalitetni in skoraj vsi, bi lahko rekel, so postali podčastniki, naredili neko kariero, tako da smo Slovenci tudi na tem področju zelo kvalitetni. Robert, hvala za vašo zgodbo in zanimivo življenje še naprej. Hvala tudi vam. Upam, da ste uživali z nami, imejte se radi in pazite nase.